No, pa si gledamo središče Ljubljane, nekoliko pobliže. In to tisti del središča, za katerega lahko rečemo, da je res lep. Trenutno smo na Streeterjevi cesti, oziroma ulici, in tukaj vidite pravkar odhajajoči avtobus Urban, ki vozi ljudi na grad, ki ga vidite nad nami. Nasproti nas, v središču ceste, stoji robovodnjak, znameniti robovodnjak, ki je seveda imitacija. Original stoji v naši Narodni galeriji in si ga ogledate tam. Mimogrede, vredno je si ogledati Narodno galerijo, ker je res nekaj posebnega in ena od kulturnih inštitucij, ki si zasluži pozornost vsakega obiskovalca mesta Ljubljane. Seveda računajoč tudi vse državljane Slovenije. Počasi se bližamo Mestnemu trgu. No, tukaj vidite mestno hišo. No in tule pobliže poglejmo prej omenjeni robovodnjak, znamenitega kiparja, ki je zaznamoval s svojim delom zagotovo slovensko prestolnico. Zanimivo pa je, da nikjer na vodnjaku ni posebne omembe ali opisa o avtorju, kdaj je zgradil, ali pa da bi si lahko ljudje s pomočjo QR-kode poskenirali podatke o tem res znamenitem vodnjaku. No, to je pogled nazaj na Streeterjevo ulico. Mi pa se bomo odpravili še za trenutek v Mestnem trgu. Tukaj ta dva kontejnerja vidite, ki sta postavljeni zato, ker je Ljubljana evropska prestolnica, natančneje zelena prestolnica Evrope. Kar je zagotovo priznanje. Tako se je tudi ta zastava, ki visi tukaj na mestni hiši. No, poglejmo si še nekaj utrinkov iz znamenitih hiš v Ljubljani, ki so, treba to povedati, res lepo urejene. No, mi se bomo namenili mimo teh dveh kontejnerjev, ki predstavljata zeleno prestolnico Evrope za leto 2016. Čeprav so to zelenje, ki jih obdajajo, ne moramo več reči, da so dovolj zeleni. Ampak to je drugo področje. No, končajmo s pogledom na Mestni trg. Še morda to, da je tamle na levi strani vidite Mestno galerijo Ljubljana, kjer se vedno predstavljajo zanimive razstave različnih stilov. No in to je to, kar smo želeli pokazati danes v Ljubljani. In lep pozdrav iz slovenske prestolnice.